V Slovenskem domu v Monoštru so se zbrale mojstrice klekljarskega društva Deteljica iz Gorenje vasi v Poljanski dolini in domačinke iz Porabja, kjer so si izmenjale veščine klekljanja in izdelovanja rož iz krep papirja. Dogodek je bil namenjen predvsem povezovanju, srečanju ter druženju med ustvarjalkami iz obeh stranih meje. Predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andreja Kovač. Moramo priznati, da prav muzeologinja, etnologinja Jelka je bila tista, ki je nas povezala. Jaz sem mnenja, da vsaka pokrajina ima svoje značilnosti, svojo kulturno dediščino in rokodelstvo je povsod prisotno, ampak v raznih oblikah. Ne. Mi imamo tukaj v Porabju papirnate rože. To, da pridejo danes med nami klekljarji, to je nekaj novega. Dejansko to je tehnika, katero pri nas ne poznajo. Seveda naše gospodinje so nekaj podobnega delali, ne? Ampak to je kvačkanje. Klekljanje je pa nekaj čist novega. Takrat, ko je prišla pobuda, da bi obiskali nas, smo z veseljem jih sprejeli, tudi z namenom, da nam pokažejo, kako to poteka, kaj delajo in kako delajo. In seveda namen je pa tudi to, da se mi malo tudi pohvalimo, saj tudi mi imamo svojo bogato rokodelsko dediščino in delček tega bomo danes tudi predstavili. Vse, kar poteka v slovenskem jeziku, je pomembno za našo skupnost, je povedala predsednica Andreja Kovač in pri tem dodala: Zaradi tega, ker dejansko prihajajo gospe in gospodje, ki so naravni govorci slovenskega jezika, poleg tega, da se naučiš nekaj novega, da spoznaš neko novo tehniko, uporabljaš jezik, vzpostaviš nove stike, mogoče tudi prijateljske stike. Slovenci v Porabju bomo mnogo bolj uspešni, vkolikor se naše vezi z matično domovino obogatijo, razširijo, pokrivajo razna področja in to je pomembno za skupnost oziroma tako za vsako generacijo. O izdelovanju rož iz krep papirja in kot Porabju rečejo, da je to stara šega, nam je povedala domačinka in izdelovalka rož iz krep papirja Iluška Dončec iz Števanovcev. Že sploj dolgo že reden, z veseljem reden, pa se rod, če mi stoj kaj pokaže, pa če se kaj lehko navčem, pa jo to dole štem dote. Samo katerno nekaj ustovi redli, pa vsak što ga čakamo, oj prejdejo, pa oj se včejo, pa oj to dole nasejo, kaj je to noša stara šega. Jo se to že, ešte se v šavlu udla, moja mama pa te savsadje, pa to so vse redli rože, pa so ti mlajši sigder mogli vcujtejti. Ti naj beju televizijo, pa telefon, pa smo rodi bili, če smo leko v tašo mestu šli, ko so tašo delali. Ta dogodek je po besedah etnologinje iz Pokrajinskega muzeja Murska Sobota Jelke Pšajt zelo pomemben za ohranjanje kulturne dediščine. Se mi pa zdi zelo pomembno ta izmenjava tega znanja, veščin, torej z gorenjske oziroma slovenskega dela dediščine in pa tudi obratno porabskega dela oziroma mojstric, ki zelo dobro znajo izdelovati rože iz krep papirja, znane mojstrice tu v Porabju, da se potem te ženske, ki so vešče ročnega dela, tako klekljarstva kot izdelovanje rož iz papirja, da si izmenjajo to znanje. Zdi se mi pa pomembno tudi zaradi tega, ker gre nekako za dve različni vrsti znanja, ohranjanja. Eno je klekljarstvo, vemo, da v Idriji obstaja šola, klekljarska šola, torej gre za sistemsko ohranjanje, prenašanja znanja iz starejših na mlajše, medtem ko tu v Porabju tega, tudi v Prekmurju, tega prenosa sistemskega, torej šolskega prenosa ni. O klekljarskem društvu Deteljica, ki obstaja že 20 let, predsednica društva Vida Šubic. Že dolgo časa klekljamo in ko nam je se prilika pokazala, da obiščemo Slovence v Porabju, smo bili zelo veseli in z veseljem prišli. Mi je zelo veliko pomeni, če lahko kam gremo pokazati svojo obrt, svoje veselje. Večinoma smo vse upokojene, kar veliko članic je že čez 80 let starih, pa še zelo z veseljem delajo in vsako leto naredimo društveno veliko razstavo pod enim naslovom.
In moram reči, da se vedno več ljudi nas pride obiskati, ker jim je zanimivo, kaj pokažemo. Tudi če nas kdo povabi, tudi delavnice prirejamo. Predvsem nas pa veseli, da same še aktivno delujemo. Na kratko o izdelavi in tehniki klekljanja nam je povedala etnologinja iz Mestnega muzeja Ljubljana Mojca Ferle. To je v bistvu princip tkanja. Se pravi, imamo osnovne niti, votek in te nitke so navite na klekeljne in tako se pa s tem prepletanjem in ovijanjem, predajanjem klekljev pač nastaja trak, ki se oblikuje v čipko. Sami pripomočki za klekljanje so pač pehrček, pa bula oziroma blazina, oblečena v bombažno tkanino, notri je pa trdno nabasano žaganje, potem se pa na to blazino napne narisan vzorec, potrebno je vsaj minimalno 5 do 6 parov klekeljnov, lahko jih je pa tudi več 100 parov za najbolj zahtevne čipke. Si predstavljate potem, kakšna zmeda je to na blazinah in potem se kleklja in sledi narisanemu vzorcu na sami blazini.